Fras in Medvard in Fras in Medvard Show. Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? 12 minut čez 13, profesor Križanič, pozdravljen. Dober dan. Še zadnjič v tem tednu, ne? Jutri te ni. Ja, jutri me ni, jutri bo vskočil moj brat. Dobro. Da sem mislil, kaj bi jaz zdaj mogel en slabi vic povedati namesto njega? Ne, rajši ne. Ne, rajši. Reši, ne? Ne, ker moji so res slabi. Je vredno. Najmanj on tiste svoje v narekovajih slabe, ne. Naslednja zgodba ni vic, ampak je res zgodba in sicer o Alice. A ne tista, ki je šla v tisto luknjo noter, ne, s tistim zajcem in vse ostalo. Ne, tista, ki so jo upesnili Smoky. Leta 77, torej govorimo seveda o Living Next Door to Alice, kar pa ni original, kar mogoče marsikdo ne ve. In sicer prvič leto 72 skladov posnela zasedba New World, ampak ni bilo nekega uspeha, torej dokler mi niso izdali Smoky. To je torej zgodba o fantu in njegovi sosedi Alice, ki je 24 let živela v sosednem stanovanju in vseh teh letih se ta, ne morem reči drugače kot Loj, ni upogumil in izpovedal svoj ljubezen, zdaj pa vidi, da odhaja za zmeraj, ker se odseli. V 14 letih bi že kredit odplačala skup, pa veš, kaj bi vse naredila. Roce imela že v in na faksu. koncu komada še izve resnico o drugi sosedi Sally, ki že 24 let čaka na njega. Mogoče sta potem nadalje skupaj. Mogoče, ja. Napisala sta jo, torej to uspešnico Nicky Chin in Roger Chapman, ki sta zaslužna za uspehe mnogih zasedb iz 70 let, naprimer The Sweet, Mud, Suzy Quattro in Racy in tak naprej. Leta 95 je spet postala popularna, ko je na novo posnel nizozemski duo Gumpy, z rahlo spremenjenim besedilom, verjetno vsak ve, ne? Ja. Do tistega dela, Alice Huda iz Alice. Ja. Mi bomo slišali verzijo od Smoky iz leta 77, ko so bili skupaj s frontmanom Chrisom Normanom na vrhuncu slave, v kateri so posneli kar 21 albumov. No, Chris Norman je bil, koliko za tega, 2 leti že, spet z nami dosti krat in še je v komadu Stumbling In, skupaj s Suzy Quattro. In tudi še vedno nastopajo v malo spremenjeni zasedbi, ampak so še tu in živi, hvala Bogu. Me zanima, če oni kdaj v živo ono drugo verzijo zapojejo. Če ne oni, pa verjetno pa ljudje, ki so na koncertu, zagotovo dopolnijo tisti vmesni del. Tako. Ok. Torej skok v leto 77, Living Next Door to Alice in Smoky. Anja, včeraj smo se tukaj na radiju mastili z gajbo jagod. Ja, in takrat si podelila en svet, pa mislim, da je fajn, da ga poveš ostali. Morda se kdo srečuje s podobnimi težavami. Ja, in sicer o jagodah. Tako, mene vedno jezi, ko se mi jagode, ki jih dam v zmrzovalnik, sprimejo skupaj. V eno kepo. V eno kepo in zadnjič sem pri smutiju tudi nekaj zlomila en delček zaradi tega. In sem rekla, da moram pogruntati neko drugo rešitev. In sem jo. In sicer rešitev je ta, da ko jagode opereš, jih daš v pekač, zložiš enega poleg drugega ali pa ne vem, v neko posodo, daš v zmrzovalnik za približno 1 uro, nato pa jih vzameš ven in jih lahko daš nazaj v zmrzovalnik in se ne sprimejo skupaj. Ampak pri tem velja tudi ena previdnost. Ko jih opereš, jih moraš obvezno posušiti do suhega, se pravi, da so jagode suhe. Da ni vode več, tako, ki bi lahko zmrznila. Lahko pa jih tudi narežeš, pa daš vmes peki papir, tak sem recimo jaz naredila in so izpadle super. Ampak in imam zdaj narezane jagode. Ko jih vzameš ven, jih lahko potem skup sipaš po 1 uri. Ja, ne rabijo biti na pekaču. Tako, sipaš jih skupaj in se več ne sprimejo skupaj, ko jih daš ponovno v zmrzovalnik. Hvala, Anja. Prosim. Pri vsem tem pa mene samo zanima, kak je zmrzovalnik. Imaš ti tako pekač celi daš na... Ja, jaz sem jih naložila v takšno manjšo posodo, pa narezala in na peki papir. Dobro. Pa je šlo. Pametno. Viš, jaz pa kar kupim zmržene, že pa nimam teh težav. Ja, viš.
V okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor pa bo to soboto in nedeljo potekal festival Grafito Maribor, ki ga organizira MKC Maribor in bo mestne površine preobrazil odprto galerijo ulične umetnosti. Kaj vse se bo dogajalo v soboto, razlaga Živa Mijatovič iz MKC Maribor. V soboto se bo začel ob 12. uri in sicer na podvozu na Sokolski ulici. Tam bo v bistvu potekalo grafitiranje tistih sten v podvozu oziroma ki so pod tiri na Sokolski ulici. Prihajajo grafitarji iz tujine tudi, tako da ne bodo samo ti domači mariborski grafitarji, ampak tudi tuji, poznani grafitarji, kot je na primer Lunar in pa Smack, Travis, Poster, Blaze, tako da si bodo skozi cel dan lahko tisti, ki jih to zanima, pogledali, kako nastaja v bistvu grafit, kako dolgo to traja. Gre tudi za zelo različne stile grafitarjev, ki so se morali med sabo uskladiti. Zanimiva imena imajo, si sliša? Ja, res, ja. Smack, pa Blaze, pa taki. Ok, cool. Bodo imeli ti grafiti kakšno rdečo nit ali bodo umetniki ustvarjali po nekem trenutnem navdihu? Rdeča nit je Maribor, ker že aprila smo izvedli eno grafitarsko delavnico, kjer so nekateri grafitarji v bistvu zastavili koncept in so naslikali veduto Maribora za Pohorjem in pa za to veduto mesta, tako da tudi to rdečo nit nekako ohranjamo zdaj v majskem delu, ko nadaljujemo z dogajanjem. Seveda je pa potem dovolj umetniške svobode za vsakega, da to interpretira oziroma prenese na zid za sprej na svoj unikaten način. Ok, cool. Čudovito, torej, sem tema videla Maribor to. tudi skozi tuje oči, ne? Kako bojo se oni lotili tega. Ja, res je. Bo zanimivo. Kaj pa se bo dogajalo v nedeljo potem? V nedeljo se prav tako začne dogajanje ob 12. uri in sicer se preselimo na rondo Streliška Lackova. Bo pa nedelja mogoče bolj interaktivna oziroma bolj vključujoča tudi za vse mimoidoče oziroma tiste, ki jih to zanima, ker bo med 12. in 14. uro potekala delavnica grafitiranja. Grafitar Mirko Jovič bo jo vodil in bo poskrbel v bistvu za to, da bodo lahko se v grafitiranju preizkusili vsi, tako tisti začetniki, ki morda bodo ta sprej prvič držali v rokah, kot tudi tisti, ki mogoče imajo kakšno idejo, pa niso vedeli, kam bi jo legalno lahko prenesli na zid. Evo, Marko, Zanimivo. lahko greš, če si želiš. Da pošprejam malo? Ja. Ti si šprejala v osnovni šoli, lahko ti greš. Jaz sem že provala, ti pa še ne. Mimo grede, ravno čez trg, ravno zdaj, ko o tem govorimo, je šel en gospod, ki je imel tak pod roko, je držal ful veliki karton neki in je bil pošprejan z špreji, veš, v vseh močnih mogoče je že barvah. kaki grafitar, vidiš? Mogoče malo testirajo. Ok, Živa, se je potrebno za grafitarske delavnice kaj posebej opremiti? Seveda dobrodošlo je, da ne prideš ravno v najboljši majici, ki ti jo je škoda, ampak da prideš oblečen tako, da ni panike, če se malo popackaš. Drugač pa bo za ostalo vse poskrbljeno in tudi, če bo kdo želel kakšen nasvet oziroma usmeritve za grafitiranje v prihodnje, bo Mirko zagotovo z veseljem svoje znanje in izkušnje delil tudi z njim. Svetovno. Ok, Super, torej izjemno. festival grafitov to soboto in nedeljo, vabljeni, da se ga udeležite, tudi delavnic torej v nedeljo. Sicer pa je potrebno dodati, da mestna občina Maribor s podporo tovrstnim projektom aktivno spodbuja razvoj grafitiranja kot legitimne oblike umetniškega izražanja ter tudi ustvarja prostor za njegovo legalno in kakovostno izvajanje. Ne? Tako. Govorimo o lepih grafitih, Ja, ne oni počečkan. tisti niso Samo lepi, pa ne? še zgrdo pisal po možnosti. Tako da ja, super grafitarji ali pa vsaj bodoči grafitarji in grafitarke, pridite na Lepo festival. vabim. Ok, naslednji teden se nam obeta street food pojedina, Ja. oziroma street food Maribor v osnovi, Tako. torej od četrtka do sobote prihodnji teden, street food festival na trgu Leona Štuklja, tako da vabljeni, pridite malo koštat, ne, po domače. Obvezno. Ampak za vas bomo tam imeli tudi eno veliko mizo, na kateri bo gor vse, pač Ja. kaj ponujajo. In vi boste sedeli tam za tisto mizo in se basali po domače z vsem. In uživali v vseh dobrotah. Tako, vse, kar miza ponuja, vse, kar morate narediti, je mimo grede, žrebali bomo
danes, pa jutri, pa še v ponedeljek, pa torek, pa moramo napolniti, ne, ljudi za mizo. Obvezno. Tako da pošljite SMS, ključno besedo pojedina na 051 220 220, zraven pripišite vsaj svoje ime, da vemo, koga kličemo. Ja. Ne, da lahko rečemo, o, zdravo, Joža. Na mesto zdravo, ja, kdo pa je to? Ok, ne. In tratimo vaš in naš čas. Tako. Ok, tokrat je bila izžrebana Adriana. Adriana, ti si se prijavila na street food pojedino, je res? Drži, ja. Zdaj pa preden ti dobiš to pojedino za 2 osebi, moraš samo zaigrati v naši igri. Ni nekaj težkega, slišala boš našega jegra, ki bo najprej opisal eno hrano, jo pojedel in potem bo s polnimi usti zapel. Ti moraš samo ugotoviti, katero pesem poje, v redu? Ok. Dobro, pa če se bo kje zalomilo, dobiš še opcije ABC. Prisluhni jegru. Pubeci iz Skunk Urban Kitchena so že stalnica na street foodih v Mariboru. Jaz sem že 100-krat jedel njihov pulled pork sandwich, ampak vseeno, ne. Treba je preveriti, če pubeci kvaliteto držijo. Zdaj na izgled zgleda blazno lepo, ne. Lepo nacufana svinjina, 12 ur dušena, pa barbecue omaka, coleslaw solata, pa še oni crumblies od cvirku, oziroma grimpo, tako mi doma rečemo. Ja, pa pazi to. Kaki butli. Adriana, si lahko kaj razbrala iz tega? Nekaj malega, AC/DC, Highway to Hell. Pa to! Bravo! Prve, Adriana, bravo, čestitke. Evo, to pomeni, pojedina za 2 osebi je tvoja, tako da nekoga še lahko poleg vzameš. Razen, če boš fulačna, pol pridi sama. Ne, bom kanjoga dromzela. Super. Rešeno, se vidimo naslednji četrtek, dobro? Hvala. Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na Trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno. Fras in Medvard in Fras in Medvard Show.